Občina Radovljica je ena izmed občin, ki praznuje dva praznika občinska. Enega 5. avgusta, ko je bil ustanovljen Cankarjev bataljon, enega pa, ko je bil rojen meseca decembra Anton Tomaž Linkart. Na ta dan župan občine Radovljica podeli najzaslužnejšim občanom različna priznanja. Veliko plakatov letos prejme nogometni klub Lesce ob očastitljivi 80-letnici. Za zabavo pa bo letos poskrbela diva Helena Blagne. Sjaj, ki ga prinašaš meni ti, pomlad nove ljubezni med ljudmi, potuj, naj se povsod tako zgodi. S teboj našla sem steze prej neznane, kraj, kjer vsaka veja zeleni. Bil je navaden majski dan, leta 90. Življenje se budi, nova luč gori. Prva noč s teboj, leta 90. Morda to ni navaden majski dan, kot razodetje za oba. Leta 90. Odkrila sva nov svet, močna bova spet. Prva noč s teboj, leta 90. Morda to ni navaden majski dan, to ni navaden majski dan. Pomlad nove ljubezni med ljudmi, potuj, naj se povsod tako zgodi. S teboj našla sem steze prej neznane, kraj, kjer vsaka veja zeleni. Bil je navaden majski dan, leta 90. Življenje se budi, nova luč gori. Prva noč s teboj, leta 90. Drage občanke in občani, dragi prijatelji Radovljice. Lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku občine Radovljica. Praznik občine je več kot le spomin na pomemben zgodovinski dogodek. Je praznik ljudi. Ljudi, ki ustvarjajo, povezujejo, pomagajo in svojim delom vsak dan bogatijo življenje v naši skupnosti. 5. avgusta se spominjamo ustanovitve Cankarjevega bataljona na Vodiški planini. Ta pomemben zgodovinski dogodek ostaja trajen opomin na pogum, solidarnost in odgovornost do skupnosti. Pred začetkom današnje slovesnosti so predstavniki Zveze borcev za vrednote NOB Slovenije položili venec na grobnico padlih borcev Cankarjevega bataljona. Osrednja spominska slovesnost na Vodiški planini pa je potekala preteklo soboto. Današnji večer je namenjen zahvali. Zahvali posameznikom, društvom in organizacijam, ki svojim znanjem, požrtvovalnostjo in predanostjo puščajo neizbrisen pečat v naši občini. Prisrčen pozdrav naj velja vsem, ki svojo prisotnostjo na slovesnosti dajete poklon prejemnikom priznanj, plaket in pečata. Posebej pa pozdravljamo gostitelja današnje slovesnosti, župana občine Radovljica, gospoda Cirila Globočnika. Nagrajenke in nagrajence. Članico Državnega sveta Republike Slovenije Moniko Ažman. Županjo občine Kranjska Gora Henriko Zupan.
Podžupana v začasnem upravljanju funkcije župana občine Naklo Primoža Povšeta. Podžupanja občine Gorje Danijelo Mandelc. Podžupana občine Žirovnica Sebastiana Zupana. Direktorica občinske uprave občine Bled Vesna Kršlar. Podžupana občine Radovljica Mirana Remsa. Članice in člane občinskega sveta, nadzornega odbora in predstavnike krajevnih skupnosti. V veliko veselje pa nam je, da lahko pozdravimo častne občane naše občine. Marijo Kolar, Egidija Gašperšiča, Avguština Mencingerja in profesorja dr. Mihaela Jožefa Tomana. Praznične misli pa bo z nami delil župan občine Radovljica, gospod Ciril Globočnik, ki ga vabim k mikrofonu. Spoštovane občanke in občani ter cenjeni gostje, dragi vsi in predvsem današnji nagrajenci občine Radovljica. Občinski praznik je že vrsto let priložnost, na katerem se s podelitvijo priznanj prepoznavamo in izkazujemo zahvalo posameznikom in drugim nepogrešljivim združenjem. To je tudi dogodek, na katerem vedno predstavimo najpomembnejša investicijska vlaganja in ostale aktivnosti občine Radovljica. Slovenija je v zadnjih desetletjih razvojno močno napredovala, v njenem sestavu pa je temu sledila tudi občina Radovljica. Tekom preteklih let smo prenovili in posodobili velik del komunalne infrastrukture, vlagali v ceste, vodovode, čistilne naprave, prenavljali šole, vrtce in športne objekte ter skrbeli za kulturno dediščino naših krajev. Z obnovo spominskih obeležij grobišč in muzejev ter s prenašanjem zgodovinskega spomina na mlade generacije ohranjamo spoštovanje do žrtev vojne za našo domovino in vseh preteklih vojn. Za številne investicije smo uspešno pridobivali nepovratna sredstva. Tisto, kar pa meni osebno in mojim sodelavcem ohranja zadovoljstvo pri delu, ki ga upravljamo, pa je, da so bile vse investicije dobro načrtovane, da so bili stroški nepredvidenih del minimalni, da so bili morebitni potrebni popravki stroškovno nadomeščeni iz sprejetih garancij izvajalcev, predvsem pa, da so bile prav vse zaključene brez poinvesticijskih ugotavljanj o nezakonitosti in o drugih nedopustnih in nesprejemljivih ravnanjih, ki dan današnje tovrstne aktivnosti žal spremljajo v naši državi. Letošnja velika investicija je bila celovita prenova kuhinje in spremljajočih prostorov v osnovni šoli Antona Tomaža Linharta Radovljica, ki bo namenu predana s pričetkom šolskega leta. Vrednost projekta znaša 1,5 milijona evrov, od tega je 0,7 milijona evrov sredstev zagotovilo Ministrstvo za šolstvo. Pri tem naj izpostavim strateški pomen te investicije, saj ima nova pridobitev kapacitete za pripravo dnevnih obrokov za vsaj 2000 ljudi. Obnovljene so bile športne površine radovljiške osnovne šole, podružnične osnovne šole v Begunjah, zaključena je gradnja pločnika in manjkajočega vodovoda v dolini Lesce, še vedno pa se odpravljajo posledice vremenske ujme iz leta 2023. V osnovni šoli Antona Janše Radovljica že poteka investicija v njeno energetsko sanacijo in pridobitev dodatnih 7 učilnic v vrednosti kar 3,3 milijona evrov. Za sanacijo vodovoda in ceste od gradu Kamen do Drage je pogodba v višini 2,2 milijona evrov že podpisana. V pripravi je obnova infrastrukture cestišča Šercerjeve ulice v Radovljici, celovita sanacija Begunjske ceste v Lescah,
obnova vodovoda in cestišča v Mošnah, prav tako ceste na Spodnjem otoku, obnova zadnjega odseka Gradnikove ceste v Radovljici, nadgradnja sanacije vodovoda in obnova ceste Vsiše-Dobravica in celovita obnova komunalnih vodov in ceste v Zapušah ter obnova športnega parka pri osnovni šoli v Lescah ter malega nogometnega igrišča v športnem parku Radovljica. Dolgoročni projekt pričetka nadgradnje čistilne naprave v Radovljici, katerega vrednost bo znašala 8 milijonov evrov, je zamaknjen na konec letošnjega leta. Razlog je izven razpisa dodana zahteva pristojnega ministrstva, da tokrat projektno dokumentacijo za oceno stroškov na mesto izvajalca pripravi občina. Zamik gradnje ne bo ogrozil predvidenega zaključka del, to je leto 2028, s poskusnim obratovanjem v letu 2029. Nepovratna državna sredstva bodo sledila zamiku. V neizkoriščenih prostorih pritličja knjižnice v Radovljici je načrtovana ureditev olimpijske sobe, s katero bomo predstavili olimpice iz naše občine, ki so osvojili olimpijske medalje. Nimamo jih malo. Za izpostavitev slikovnih gradiv ter videoposnetkov smo uspešno pridobili podporo in soglasje Mednarodnega olimpijskega komiteja in našega Slovenskega olimpijskega komiteja ter pozitiven odziv iz športnega uredništva nacionalne televizije. Posnetke in slikovni material pa smo že prejeli od Mednarodnega olimpijskega komiteja. Ni vse le v materialnih dosežkih, zato podpiramo programe na področju zdravstva, sociale, športa, kulture in medgeneracijskega sodelovanja. Skupaj z javnimi zavodi, društvi ter številnimi nepogrešljivimi prostovoljci ustvarjamo okolje, ki predstavlja osnovo za lepo življenje. Naloga vodstvenih struktur na državnem in lokalnem nivoju je zagotavljanje okolja, v katerem bodo imeli mladi priložnosti, starejši varnost, vsi občani pa občutek pripadnosti, zaupanja in varnega okolja. Ključni dejavniki prihodnjih izzivov ostajajo nespremenjeni. To so strokovno, pošteno, odgovorno, povezovalno in konstruktivno sodelovanje omenjenih vodstvenih struktur. Na lokalnem nivoju od države pričakujemo izpolnitev danih obljub, med njimi prevetritve zakonodaje, zmanjšanja administrativnih postopkov, odločnejšega razreševanja nezaželenih varnostnih dejanj ter predvsem močno pohitritev postopkov, za katere občina nima pristojnosti in zato tako občina kot tudi posamezniki potrebujemo njihova soglasja in pomoč. Najpomembnejšo vsebino življenja v naši skupnosti, 20 tisočih prebivalcev, pa dodajamo ljudje, ki imamo dom v tem okolju. Želim si, da bi skrbeli za svoje zdravje, z aktivnim življenjem, vzdrževali medsebojno spoštovanje, kulturo dialoga, predvsem pa, da bi našli čas za svoje družine in za prijetna druženja z osebami, ki vas osrečujejo. Svet je velik, del njega ravna zaskrbljujoče, neuravnovešeno in nerazumno. Mir, svoboda, demokracija niso več samoumevni. Slovenija je majhna. Bodimo hvaležni za blaginjo, ki nas obdaja. Naj nas praznik povezuje v želji, da ostanemo občina sodelovanja, spoštovanja in priložnosti za vse. Hvala vam. Z nami nocoj je ena najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenih umetnic. Pevka, ki že več desetletij navdušuje občinstvo tako doma kot v tujini,
ter svojim izjemnim glasom zaznamuje slovenski glasbeni prostor. V veliko čast nam je, da na občinski proslavi lahko pozdravimo Heleno Blagne. Bila kot sonce, ki sveti zate, sem daleč vroča, bleščiča. Svetlive svoje si gledal vame, sežgala sem ti oči. Tesno objeta, lebdiva v sanjah, nad blatnim poljem cvetuči. In cvet najlepši dišal vzame, tako kot tvoje telo. Striče, ki padajo dan na dan. Bila kot sonce, ki sveti zate, sem daleč vroča, bleščiča. Vse dneve svoje si gledal vame, sežgala sem ti oči. Lebdiva v sanjah, nad blatnim poljem cvetuči. In cvet najlepši dišal pozame, tako kot tvoje telo. Naj pisal neba usuje, na najino se ljubezen. Od kaplje dežja sreče, ki padajo dan na dan. Se ljubezen, od kaplje dežja sreče, ki padajo dan na dan. Naj pesem neba usuje, na najino se ljubezen, od kaplje dežja sreče, ki padajo dan na dan. Prihodnost naše občine je v mladih. Ko mladi s trudom, znanjem in vztrajnostjo dosegajo odlične rezultate, si zaslužijo javno priznanje in iskreno zahvalo. Na oder vabim župana gospoda Cirila Globočnika, da dijakom, ki so bili odlični vsa 4 leta srednješolskega izobraževanja, izroči priznanje in denarno nagrado. Letošnji nagrajenci so Ema Češarek, odličnjakinja gimnazije Želimlje. Anika Knific, odličnjakinja in diamantna maturantka na poklicni maturi na Srednješolskem izobraževalnem centru Radovljica, program Kozmetični tehnik. Klara Kosel, odličnjakinja Škofijske klasične gimnazije. Rok Pfeiffer, odličnjak Srednje tehniške šole Šolskega centra Kranj, program Tehnik mehatronike.
Zala Rebršak, odličnjakinja in zlata maturantka na poklicni maturi Srednje šole za lesarstvo Škofja Loka, program Lesarski tehnik. Julija Sever, zlata maturantka gimnazije Kranj. Leja Stariha, odličnjakinja Srednje šole Jesenice, program Zdravstvena nega. Svojo prisotnost na slovesnosti pa so zaradi različnih obveznosti opravičili Tevš Arnol, odličnjak gimnazije Kranj. Matevž Erman, zlati maturant gimnazije Kranj. Maša Nose, odličnjakinja gimnazije Kranj. Gaja Peternel, odličnjakinja in zlata maturantka na mednarodni maturi gimnazije Kranj. Meta Pohar, odličnjakinja Srednje šole Jesenice, program Predšolska vzgoja. Ajda Rogel, odličnjakinja privatne višje šole za gospodarske poklice Zavoda šolskih sester. In Anja Gale, odličnjakinja gimnazije Kranj. Odličnim dijakinjam in dijakom čestitamo in jim želimo veliko uspehov na študijski poti. Ima Češarek, kaj ste obiskovala? Prvi letnik sem obiskovala gimnazijo Želimlje, zadnje 3 leta pa gimnazijo Kranj. Kaj vam pomeni današnji prispevek župana občine Radovljica? Zelo se ga veselim, se ga bom lahko uporabila za te dolge počitnice, da jih bom lahko res uživala, ker sem si jih res zaslužila. Leja Stariha, kaj si ti obiskovala sedaj? Srednjo šolo Jesenice, zdravstveni tehnik. In kam greš zdaj naprej? Grem pa na babištvo. In pred tabo so verjetno še ene čudovite počitnice, ki jih boš preživela. Ja, sem že veliko potovala že do zdaj. Septembra gremo pa s prijateljcem na Portugalsko. Te babiška šola veseli, fakulteta. Ja, sem tudi že opravljala 2 meseca prakse v porodnišnici in tam sem ugotovila, da me zelo veseli delo z novorojenčki in pa z mamicam. Je to na Jesenicah? Ne v Kranju. V Kranju. Ja. Anika Knefic, kakšno izobrazbo zaključuješ? Kozmetični tehnik. Kaj ti to pomeni, tak poklic? Ja, mislim, meni je to neka stvar, mislim, ta poklic, ki bi ga rada itak delala celo življenje, oziroma bolj zdaj v kozmetologiji bi se uvrstila, tako da to mi pomeni, da sem pač do zdaj zaključila in da tudi z lepim uspehom, mislim, zelo velik dosežek. In zaključuješ še naprej? Zaključujem, mislim, zdaj bom šla na faks za kozmetologijo. Nocoj bomo spoznali ljudi, ki s svojim delom bogatijo šport, kulturo, gospodarstvo, humanitarnost, vzgojo in družbeno življenje v naši občini. Njihovi dosežki niso le osebni uspehi, temveč uspehi celotne skupnosti. Vsaka podeljena nagrada nosi svojo zgodbo. Zgodbo predanosti, prostovoljstva, vztrajnosti in srčnosti. Osrednji dogodek današnje slovesnosti je podelitev občinskih plaket, kakor jih je po pozivu javnosti sklenil podeliti občinski svet, ter pečata, ki ga podeljuje župan. Pečat občine Radovljica prejme Zinka Karota za dolgoletno prostovoljno delo pri Caritas Lesce. Zinka Karota že več kot 30 letja predano in nesebično deluje kot prostovoljka v Caritas Lesce. V vseh teh letih je s svojim humanitarnim delom pomagala številnim posameznikom in družinam v stiski ter pomembno prispevala k krepitvi solidarnosti, medsebojne pomoči in povezanosti v lokalni skupnosti. Svoje poslanstvo je začela kot prostovoljka z aktivnim sodelovanjem pri različnih dobrodelnih akcijah in dejavnostih.
Zaradi svoje izjemne srčnosti, odgovornosti, zanesljivosti in pripravljenosti pomagati je postopoma prevzemala vse zahtevnejše naloge. Danes uspešno vodi Caritas Lesce ter z veliko predanostjo in občutkom za sočloveka skrbi za njegovo delovanje, organizacijo humanitarnih aktivnosti in pomoč ljudem, ki se znajdejo v težkih življenjskih okoliščinah. Njeno dolgoletno prostovoljsko delo odlikujejo vztrajnost, požrtvovalnost in globok čut za človeka. Svojim zgledom spodbuja vrednote prostovoljstva, sočutja in družbene odgovornosti ter navdihuje druge k nesebični pomoči. Svojo predanostjo in požrtvovalnim delom pušča trajen pečat ter je zgled prostovoljstva, solidarnosti in nesebične skrbi za sočloveka. Zinka Karota ob občinskem prazniku občine Radovljica. Letos dobivate tudi vi posebno nagrado, pečat občine Radovljica. Kaj za vas to pomeni? Ja, priznanje za dolgoletno delo. Zakaj ste zaslužni? Delate pri Caritasu že dolgo? Delam že 30 let, od vsega začetka, potem v začetku nas je bilo več, potem pomagajo mame in jaz pa kar vztrajam, ker je pač treba ljudem pomagati. Če rabijo pomoč, kakršnokoli, če moremo, pomagamo ali z oblačili, ali z kakršnokoli pomoč, pa tudi svetovanje. Tako. Pa veliko ljudi pride pa tudi na razgovor, pa da se čutijo dobrodošli, da niso zapostavljeni. Je danes veliko takih, ki rabijo to pomoč od Caritasa, ali za položnice, ali za obleko, ali za šolske potrebščine. Je precej tega, samo omejeni smo s temi sredstvi, nekaj damo sami v okviru Caritasa župnijskega, če je pa večja vsota, pa prosimo v Ljubljani, da nam priskočijo na pomoč. Vsako leto tudi se najdejo ljudje, ki preko nas grejo na počitnice, pa šolske potrebščine dobijo, vse sorte se dogaja. Kaj pomeni za vas današnji pečat občine Radovljica? Ja, to mi pomeni, da priznanje pa za dolgoletno delo, da je vredno vztrajati in nekako pohvala za vse, kar si naredil v teh 30 letih. Iskrene čestitke in imajte ta pečat na vidnem mestu. Bom obesila ga v dnevno sobo. Hvala lepa, hvala. Plaketo občine Radovljica prejme Gregor Remec za dolgoletno prizadevno in predano vodenje krajevne skupnosti Lancovo. Gregor Remec že 20 let predano in odgovorno opravlja funkcijo predsednika sveta krajevne skupnosti Lancovo. S svojim dolgoletnim delom je pomembno prispeval k razvoju krajevne skupnosti ter izboljšanju kakovosti življenja njenih prebivalcev. Trenutno je tudi občinski svetnik in predsednik odbora krajevnih skupnosti, kjer s svojim znanjem in izkušnjami povezuje ter usklajuje pobude, potrebe in interese vseh krajevnih skupnosti v občini. V 5 zaporednih mandatih so v krajevni skupnosti Lancovo pod njegovim vodstvom uspešno uresničili številne razvojne projekte. Med najpomembnejšimi so postavitev novih zimskih posipnih deponij na Zgornji Lipnici, izgradnja 5,7 km fekalne kanalizacije ter obnova vodovoda na Spodnjem Lancovem, sodelovanje pri zahtevni obnovi državne ceste skozi Lancovo in izvedba obsežnih sanacijskih del po poplavah. Posebno skrb namenja tudi objektom, ki bogatijo družbeno življenje krajanov. Temeljito je bil obnovljen planinski dom Goš Karavan. V celoti pa sta bila prenovljena tudi dom krajevne skupnosti Lancovo in dvorana v njem. Gregor Remec je človek dejanj in ne stopa v ospredje, kadar to ni potrebno.
Ko pa razmere zahtevajo odločnost, odgovornost in ukrepanje, brez pomislekov prevzame pobudo. Težav ne razume kot ovire, temveč kot izzive, za katere vedno išče izvedljive in dolgoročne rešitve. Njegovo dolgoletno prostovoljno delo, predanost skupnosti in nesebično prizadevanje za razvoj krajevne skupnosti Lancovo predstavljajo zgled odgovornega in požrtvovalnega delovanja v lokalnem okolju. Gregor Remec, tudi vi ob občinskem prazniku dobivate v krajevni skupnosti posebno priznanje. Koliko let že delate v sami krajevni skupnosti? Kot predsednik mineva že 20 leto. Ves čas sem bil predsednik. No, odkar sem bil izvoljen v svet krajevne skupnosti, sem bil ves čas sem bil predsednik, se pravi 5 mandatov. Kaj se dogaja v vaši krajevni skupnosti pod vašo taktirko? Ja, veliko smo obnovili, začeli smo z dvorano, z lokalom, obnovili smo veliko cest, obnovili smo uporne zidove, pa tekoče vzdrževanje. Trenutno se dogaja, upam, da bo to šlo skozi optični kabel, upajmo, da ne bo šlo mimo nas, ker imamo zelo slab signal in da bi to šlo, da bi se to uredili. Katere vasi spadajo v vašo krajevno skupnost? V našo krajevno skupnost spadajo Lancovo, Vošče Brda, Spodnja Zgornja Lipnica in Ravnica. Iskrene čestitke ob tem priznanju in pa seveda smelo pot naprej. Najlepša hvala. Plaketo občine Radovljica prejme Društvo upokojencev Lesce za 50-letnico delovanja društva. Priznanje bo prevzela predsednica Marjeta Vizovišek. Društvo upokojencev Lesce v letošnjem letu obeležuje 50 let neprekinjenega delovanja. Od ustanovitve leta 1976 pomembno prispeva k kakovosti življenja starejših občanov ter svojim delovanjem predstavlja nepogrešljiv del družbenega in humanitarnega utripa krajevne skupnosti. V 5 desetletjih je društvo razvilo široko in raznoliko dejavnost, s katero uspešno uresničuje svoje poslanstvo. Povezovanje upokojencev, zastopanje njihovih interesov ter skrb za dostojno, aktivno in kakovostno življenje starejših. Poleg organizacije številnih družabnih, kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti posebno pozornost namenja humanitarnemu delu ter pomoči članom na domu, ki zaradi starosti, bolezni ali onemoglosti potrebujejo podporo. Pomemben del delovanja društva predstavljajo prostovoljci, ki svojo predanostjo in srčnostjo izvajajo projekt Starejši za starejše, ter tako pomembno prispevajo k zmanjševanju osamljenosti, krepitvi medsebojne solidarnosti in izboljšanju kakovosti življenja starejših. Društvo bogati kulturno življenje kraja z delovanjem mešanega pevskega zbora Slavček, pripravlja številna predavanja, delavnice in ustvarjalne dejavnosti ter spodbuja zdrav način življenja s športnimi programi. Svojim dolgoletnim, predanim in nesebičnim delom je Društvo upokojencev Lesce pomembno prispevalo k razvoju prostovoljstva, humanitarnosti in družbene povezanosti v lokalni skupnosti. Marjeta Vizovišek, vaše društvo dobiva tudi posebno priznanje ob vašem jubileju. Za kakšen jubilej gre? Gre za 50-letnico delovanja Društva upokojencev Lesce in vesela sem, da je župan, svetniki in ostali, da so prepoznali prizadevanja naših članov, prejšnjih upravnih odborov, predsednikov in tudi podpornikov društva. Kakšne so vaše aktivnosti v samem Društvu upokojencev v Lescah? No, to bi pa kar precej lahko naštela. Smo zelo aktivni na področju kulture, kjer pripravljamo različna predavanja,
potem ostala druženja, delavnice, imamo pevski zbor, edini v radovljiški občini, ki se tudi zelo angažira. Potem na športu imamo kar močne sekcije, pikado, prstomet, štrbunk, pa tudi pohodi. Ena dosti močna sekcija so pa izleti, turizem, kjer beležimo v zadnjem obdobju resnično veliko udeležencev in vesela sem, da lahko rečem, da se je letos društvu pridružilo preko 50 novih članov, mlajših, in iskali bomo aktivnosti, ki bodo tudi njim prišle nasproti in se bodo lažje vključevali. Kaj vam pomeni današnjo priznanje, vam seveda in pa celotnemu društvu upokojencev za 50 let srečanje z Abrahamom? Kaj nam pomeni? Jaz mislim, dobro, osebno sem ponosna. Mal mi je neroden, da sama prevzamem to priznanje, v katerem se pravzaprav beležijo prizadevanja in trud vseh mnogih generacij. Tako v 50 letih. Je pa to obenem tudi za sedanji upravni odbor spodbuda, da se trudimo še v nadaljevanju. Iskrene čestitke vsem vašim članom in pa seveda tudi vam. Hvala lepa. Plaketo občine Radovljica prejme Košarkarski klub Radovljica za 70-letnico delovanja kluba. Priznanje bo prevzel Jaka Zupan. Košarka ima v Radovljici bogato tradicijo, ki sega v leto 1955. Takrat je skupina mladih športnih navdušencev na opuščenem teniškem igrišču postavila prvi koš in začela igrati prve tekme. Le leto kasneje je bila ustanovljena košarkarska sekcija Radovljica, ki je postavila temelje organiziranega razvoja panoge v mestu. Prelomnico predstavlja leto 1974, ko je bil ustanovljen samostojni košarkarski klub Radovljica. Med njegovimi ustanovitelji so bili Jure Ravnik, Blaž Bole, Janez Pretnar in Anton Baškovč. Pomembno vlogo pa je imel tudi prvi trener Janko Stanek, ki je s svojim strokovnim in vzgojnim delom pomembno zaznamoval razvoj kluba. S predanim prostovoljnim delom trenerjev, športnih delavcev, staršev in številnih podpornikov je košarka v naslednjih desetletjih postala pomemben del športnega in družbenega življenja Radovljice. Tudi po osamosvojitvi Slovenije je klub uspešno nadaljeval svoje poslanstvo ter posebno pozornost namenjal vzgoji mladih košarkarjev. Danes v njegovi šoli igra več kot 250 otrok iz Radovljice in okoliških krajev. Ekipe uspešno nastopajo v državnih tekmovanjih, celoten klub pa s predanim delom še naprej uresničuje svoje poslanstvo. Mladim približuje šport, spodbuja zdrav življenjski slog ter krepi vrednote sodelovanja, odgovornosti in pripadnosti lokalni skupnosti. Klub, ki letos praznuje 70-letnico delovanja, ostaja pomemben soustvarjalec športnega utripa občine ter zgled uspešnega dela z mladimi, prostovoljstva in povezovanja skupnosti. Jaka Župan, košarkarski klub Radovljica dobiva posebno priznanje. Kaj to za vas pomeni, za vaš celotni košarkarski klub? Ja, to je za nas zelo pomemben dosežek, ker je to 70-letnica, mislim, da je to med prvimi klubi tudi bilo v Sloveniji, med košarkarskimi. Za nas to pomeni zelo veliko, da košarka v Radovljici res že 70 let obstaja in se igra. Koliko imate košarkašev pri vas v samem klubu? Številka se giblje vsako leto malo drugače, približno okoli 250. Imate verjetno že kakšno priznanja?
Ja, mislim, da je bilo že priznanje za 60-letnico delovanja, zdaj nadaljujemo 70-letnico, pa bomo pa videli v bodoče. Iskrene čestitke ob 70-letnici in še veliko košov. Ja, hvala. Spet se zlatijo polja, vse je kot takrat, ko si prvič me objel. Le moja dlan sameva, kot bi čuvala tvoj dotik za lahko noč. Vsak nov večer se vprašam, me boš prepoznal, ki v množici ljudi. Spet se na dan zanašam, da odnese noč, zjutraj vedno nam boli. Lahko gremo vsi skupaj. Vse naprej gre, jaz pa te, kar bo, pa bo. Življenje vedno prav izbere in vedno bo ljubila tebe za naprej in za nazaj. Kar bo, naj bo, še luči prižigam zate, še potihem čakam na te, še sem tu za vsak slučaj. Kar bo, pa bo, življenje vedno prav izbere, bravo, in vedno bo ljubila tebe za naprej in za nazaj. Kar bo, naj bo, še luči prižigam zate, še potihem čakam na te, še sem tu za vsak slučaj. La, 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 la. Vidim, da ženske bolj pojejo danes. Bravo. Spet se zlatijo polja, leta tečejo mimo mene brez obljub. Vse bi lahko imela, če bi zmogla to, kar je zmogel tvoj poljub. Vse naprej gre, jaz pa te, kar bo, pa bo. Življenje vedno prav izbere in vedno bo ljubila tebe za naprej in za nazaj. Kar bo, naj bo, še luči prižigam zate, še potihem čakam na te, še sem tu za vsak slučaj. Kar bo, pa bo, življenje vedno prav izbere in vedno bo ljubila tebe za naprej in za nazaj. Kar bo, naj bo, še luči prižigam zate, še potihem čakam na te, še sem tu za vsak slučaj. Še sem tu za vsak slučaj. Kar bo, pa bo. Na oder ponovno vabim župana gospoda Cirila Globočnika. Veliko plaketo občine Radovljica prejme nogometni klub Lesce za 80-letnico delovanja kluba. Priznanje pa bo prevzel predsednik Darko Marolt. Na oder pa seveda vabimo tudi vse nogometaše. Nogometni klub Lesce letos praznuje 80 let neprekinjenega delovanja. Njegovi začetki segajo v leto 1946, ko je v okviru takratnega Fiskulturnega društva Lesce začela delovati nogometna sekcija. Z veliko prostovoljnega dela so člani uredili igrišče na Žagi, ta ostaja dom leškega nogometa še danes.
Leta 1963 se je klub osamosvojil in začel delovati pod imenom Nogometni klub Lesce. Skozi svojo zgodovino je iz majhnega lokalnega kluba zrasel v eno najpomembnejših športnih društev v občini Radovljica in v pomembnega nosilca razvoja nogometa na Gorenjskem. V njem so bile vzgojene generacije igralcev, trenerjev, športnih delavcev in prostovoljcev, katerih predano delo so zaznamovali številni tekmovalni uspehi. Posebno poslanstvo kluba predstavlja delo z mladimi. V zadnjih letih je klub pomembno okrepil nogometno šolo, razvil sodelovanje z osnovnimi šolami in oblikoval razvojno pot od najmlajših sekcij do članske ekipe. Mladim ne omogoča le kakovostnega športnega razvoja, temveč jim posreduje tudi vrednote odgovornosti, discipline, spoštovanja, sodelovanja in ekipnega duha. Številni nekdanji igralci danes kot trenerji in mentorji svoje znanje prenašajo na mlajše generacije. Klub je v svoji zgodovini dosegel številne tekmovalne uspehe v članskih in mlajših selekcijah ter se uveljavil kot uspešen organizator domačih in mednarodnih turnirjev. Vendar največje bogatstvo nogometnega kluba Lesce niso rezultati, temveč ljudje. Velika plaketa občine Radovljica je zato priznanje vsem generacijam predsednikov, trenerjev, igralcev, prostovoljcev, podpornikov in članov, ki so v 8 desetletjih s svojim znanjem, delom in predanostjo so ustvarjali uspešno zgodbo nogometnega kluba Lesce ter ga uvrstili med najpomembnejše športne kolektive v občini. Darko Marolt, dolgoletni občinski svetnik občine Radovljica, obenem pa tudi član nogometnega kluba, predsednik nogometnega kluba Lesce, ki v letošnjem letu praznujete častitljivih 80 let. Ja, izkoristil bi to priložnost, da se zahvalim občini, ki zelo podpira šport in aktivnosti povezane z rekreacijo. 80 let je dolga doba, ogromno Leščanov je dal skozi ta klub kot igralci, kot prostovoljci, kot trenerji. Zavidljivo je, da klub ima to 80-letno tradicijo neprekinjeno. Veliko poznamo društev in klubov, ki so ugašali in se spet prižigali. Na to smo najbolj ponosni. Poleg tega pa tudi na prostovoljno delo, čeprav je v bistvu to vsako leto težje, ampak najdemo voljo in pač tudi določena sredstva, magar organiziramo piknike in kaj podobnega, da se zahvalimo ljudem. In upamo, da bomo še vztrajali v tem tempu. Dobivate veliko plaketo občine Radovljica. Kaj to pomeni za vas in seveda tudi za vaše nogometaše? Nam pomeni, da se še sliši še tako oguljeno. Nam je to veliko priznanje, a hkrati obveza za naprej in za delo v bodoče. Iskrene čestitke vsem skupaj. Hvala vam, srečno. Vsako priznanje dobi svojo pravo vrednost v ljudeh, ki ga prejmejo. K zahvalni besedi v imeni današnjih nagrajencev vabim prejemnika občinskega priznanja Darka Marolta. Lep pozdrav vsem, ki ste danes prišli tukaj. Na občini so mi rekli, če bi lahko napisal en povzetek, koliko je bilo vseh teh letih v Lescah članov nogometnega kluba. Teh je bilo okrog 20 000, to kaj danes prebivalcev občine Radovljica. A si predstavljate, da bi vsakega posebej mogel omenjati? Enkrat sem prebral, mi fuzbalerji nismo ravno najboljši govorci, in enkrat sem prebral, pa takoj vzel za svojo eno izjavo enega gospoda, je bil star 105 let in je mu govor nekje na Japonskem, je rekel, govori naj bodo kratki, življenje naj bo dolgo. Tega se res tudi jaz držim. Je bilo pa, kot je omenil župan, rečeno, da se v imenu vseh današnjih nagrajencev zahvalim
najprej občini Radovljica, pa tudi vam, pač vsem prostovoljcem, ki so bili danes omenjeni že večkrat. Brez tega tudi danes ne gre. Ogromnokrat slišim denar, denar, ni denarja. Denarja nikoli ni bilo dosti, za nobeno stvar, če sam skozi to gledamo. Upam, da bo ta prostovoljstvo še živo. Se pa zahvaljujem občini, ki je prepoznala, v imenu seveda vseh današnjih nagrajencev še enkrat, ki je prepoznala to in tudi res podpira šport, kulturo, prostovoljstvo, ostale družbene dejavnosti. Moram priznati, dostikrat slišim ogromno kritik, mislim, da smo precej razvajeni, ampak jaz sem pa res srečen, da živim v tej občini. Hvala vam še enkrat, srečno. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik, 5. avgust, praznik občine Radovljica, eden izmed praznikov, ki ga v poletnem času praznujete na ustanovitev Cankarjevega bataljona na Vodiški planini. Ja, lahko rečemo, da se veselim predvsem v tem kontekstu, ker bomo podelili priznanja res tistim zaslužnim, ker vedno poudarjam, da sem navdušen nad društvi, nad posamezniki, prostovoljci, ki dodajajo res veliko dodano vrednost naši skupnosti in tako smo tudi letos soglasno te nagrajence potrdili na občinskem svetu. No in letošnja velika plaketa gre nogometnemu klubu za 80-letno tradicijo v Lescah. Ja, saj veste, da sem po duši športnik, da mi tudi to godi, da je to društvo, ker je res 80 let veliko in predvsem v zadnjem obdobju se posvečajo predvsem najmlajšim kategorijam in lahko rečem, da je eno izmed največjih društev v naši občini, tako da vse čestitke tudi ob tej 80-letnici. No, v občini Radovljica so številni projekti oziroma investicije, ena je tudi osnovna šola Antone Janše. Ja, tudi tukaj za to investicijo lahko rečem, da sem si jo pred 2 dnevoma ogledal in da dela potekajo po planu, po načrtu in sem zelo zadovoljen. Gre pa za investicijo 3.300.000 evrov, ki bo pa potekala ne samo letos, ampak tudi drugo leto in še verjetno v letu 2028, ker gre za celovito energetsko sanacijo in pa pridobitev 7 novih učilnic, tako da bo res kvalitetno opremljena tudi ta šola. No, gre pa tudi za eno večjih investicij, gradnja čistilne naprave. Tudi to lahko povem, da tukaj pa projekti tečejo in bom rekel, so malce zamaknjeni, ker smo morali glede na, to se pravi, povabilo ministrstva zagotoviti tudi eno analizo, predvsem koliko sredstev bo potrebno zagotoviti in na osnovi tega potem bomo prišli praktično do pričetka gradnje ob koncu letošnjega leta ali pa v začetku naslednjega leta, to se pravi leta 2027. Na področju infrastrukture ste prav v 3 dneh podpisali 3 pogodbe, za kakšne pogodbe gre? Ja, tle gre kar za zelo veliko pogodbo, predvsem za infrastrukturno v dolini Drage. Tukaj gre za ureditev cestišča, vodovoda, tukaj gre za 2.200.000 evrov, potem gre za Šercerjevo ulico v Radovljici, to je preko 400.000 evrov in pa še drugi del Gradnikove ulice v Radovljici, gre pa preko 210.000 evrov, tako da te 3 so zdaj pravzaprav bodo v teku, medtem ko je pa kar še ostalih nekaj, ki so pa v pripravi, tako da bojo tudi realizirane v letošnjem letu. Spoštovane gospe in gospodje, slovesna podelitev priznanj se zaključuje, praznično druženje pa se nadaljuje. Naj bo današnji večer navdih, da bomo tudi v prihodnje znali ceniti dobro delo, spoštovati ljudi in skupaj ustvarjati občino, v kateri je lepo živeti. Iskrene čestitke vsem letošnjim nagrajenkam in nagrajencem.
Hvala nastopajočim in vsem, ki ste nocoj z nami delili ta praznični trenutek. Lahko aplavz. Ob tem vas prisrčno vabimo, da se nam ob 20. uri pridružite na Linhartovem trgu, kjer se bo praznovanje nadaljevalo s koncertom Helene Blagne ob spremstvu kulinarike Okusov Radolce. Verjamemo, da bo Helena Blagne s svojim nastopom pričarala lep zaključek prazničnega večera. Za slovo pa vas vabimo, da prisluhnete še eni njeni skladbi, s katero bomo sklenili nocojšnjo slovesnost. Lep poletni večer še naprej in srečno. Srečno. In zdaj za konec sovpada ena lepa skladba Caruso. Samo za vas, Solo per voi. Guido ver mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti il golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te, bene, sai, te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te, bene, sai. E delle luci in mezzo al mare e sono notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui crevette d'affogare. Un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te, bene, sai, te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te, bene, sai. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te, bene, sai. Hvala lepa.